Zoran Furman je popotnik, ki so ga tuje dežele zasvojile že v rosno mladih letih. Njegova strast za potovanja se je v vsem tem času še okrepila. Pred kratkim se je namreč vrnil iz Butana, pot pa je nadaljeval v naš studio. Zoran, dobro jutro želim. Dobro jutro. Kdaj in kje ste se pravzaprav zastrupili s potovanji? Po krajšem nekajkrat štopu po Evropi sem se potem prvič res na pravo potovanje odpravil na delo v Ameriko, v ameriške te poletne tabore, kempe, ker se je potem v bistvu vse skupaj začelo, tako da nekako neke vrste droga so potovanja. Celotno Ameriko ste predelali, po Ameriko pa prišla na vrsto Azija. Res je. Azija pa mogoče zato, ker je cenovno še nekako najbolj ugodna, sploh za popotniški vidik. Je res, da se tudi cene v Aziji bliskovito in strmo dvigujejo? Zagotovo. Od bencina, tudi riž. Primer, ko sem potem po koncu Butana sem še potoval po Indiji. Če se spomnim leta 2006, ko sem prvič potoval, cene hrane je včasih tudi po dvakrat višje. V Butanu ste bili res pred kratkim, to so čisto sveže fotografije, ki ste jih prinesli s seboj. Morda čisto preprosto vprašanje, zakaj Butan? Sicer Butan pri nas ni tako poznan, namreč največja težava pri Butanu je to, da ne moreš potovati v lastni režiji. Celotno zadevo moraš prepustiti lokalni agenciji in cena je to $200 na dan. Res je, da to vključuje popolnoma vse, hrana, prevoz, prenočišče, vodič, potem tudi voznika si imel. Namreč njihova filozofija je, da ne gledajo na kvantiteto obiskovalcev, ampak na kvaliteto. Tudi omejitev je nekje okoli 25,000 tujcev na leto. Tako da je res še neki skriti biser, pravim, dokler bo v tem smislu, bo imel neki čar, ko se bo pa odprl v primeru, kot je Nepal, ko bo popolnoma vsak lahko šel v lastne režije, pa ne bo več tega čara v Butanu. Ja, ravno to. Je čar potovati z vodnikom, z vodičem, da ti vse organizirajo, v bistvu si potem ti res njegov spremljevalec in poslušalec? Na splošno ne prakticiram to verzijo. Običajno najbolj všeč mi je to, da potujem čisto sam v lastni režiji, greš kam greš. Ampak Butan je nažalost takšna, oziroma ali pa na srečo takšna dežela in na začetku prvi, drugi dan... Ste lahko dobili pravi vtis o Butanu? Zagotovo ni tako, kot je na Severna Koreja, da ko imaš ti vodiče zraven, da si v bistvu povsem izoliran. Ti se lahko normalno sam sprehajaš, tudi zahodnjaški vplivi se že vidijo v glavnem mestu. Ni to neka zaprta država, da drugače recimo ne bi si smel nič samo gledati. Tudi po mestu sem se sam sprehajal, tudi zvečer, ko je šel vodič spat domov, sem se lahko sam sprehajal, tako da ni nekega zelo zaprtega, je pa pač to filozofijo imajo oziroma politiko, kajti tudi turizem je na drugem mestu po zaslužku v Butanu. Seboj ste prinesli kar nekaj rekvizitov, ki ste jih tam kupili. Pa če jih poveste, morda predstavite. Tole je en klobuček, to je potem po koncu festivalu, namreč na začetku sem si ogledal 2-3 festivale, potem pa šel na 14-dnevni trekking Laja Gasa in tam v vasici Laja so ženske, vse nosijo takole zanimive klobučke in kar je bilo najbolj zanimivo, namreč pri Animamci, ko smo prespali, sem ga prvi dan kupil in je hotela imeti 300 angultronom. 1 evro je 68 angultronom. To je pač angultrom je njihova nacionalna valuta. Torej 5 evrov. Recimo nekaj takega. Naslednji dan gre malo naprej, srečam eno drugo mamico, ona želela imeti 5000 angultronom. Tako da nekateri že kar poznajo tudi ta čar turizma oziroma poskušajo čim višjo. In zanimivo je to, da vedno ženske nosijo recimo kot neko pokrivalo in glede na to, kako je gosto oziroma zelo lepo oblikovan in narejen, očitno je neka zaščita za glavo, hkrati pa tudi pred dežjem. To pa je svinčnik. Svinčnik, ja, kako bi temu v bistvu, to so falosi oziroma penisi. V Butanu je nekaj, ne vem, tradicionalno to, da jih rišejo na steno, to nekako prinaša srečo, odganja zlo in vse ostale stvari in ko to prvič vidiš na steni, tudi nekaj metrov velik penis narisan, se kar tako malo nenavadno se ti zdi, ampak potem, ko veš pomen, to povsem drugače gledaš na zadevo. Prinesli ste še zraven tradicionalno grinjalo, ki ga morajo vsi Butanci nositi v šolo, v službo še verjetno? Res je, to je v bistvu tradicionalno oblačilo imenovano GHO, v bistvu
Nosijo ga posod od službe, v bistvu to, kar so javne službe, potem obvezno v šole, na univerzah in posod, kam grejo na te uradne opravke v dzonku oziroma trdnjavo. In jih je na začetku prav zanimivo opazovati. Sploh tale, ko sem ga tudi jaz kupil, to je bolj kot ne festivalno. Jaz sem tudi obiskal Butan v času festivalov, tako da so bolj žive barve. Drugače imajo domačini za te uradne stvari veliko bolj umirjene barve. Bi lahko rekli na koncu, da je Butan zelo zanimiv, da bi se še tja vrnili? Morda, ko ne bo več cenzure? Zagotovo, se pravim, ker jaz sem zdaj potoval samo po zahodnem delu, vzhodni del je še veliko manj odkrit oziroma manj raziskovan, veliko manj turistov ga obišče, tako da tudi tam so še zanimivi trekingi in upam, da se mi bo tudi enkrat uresničila želja. Seveda pa lahko vsa vaša potovanja vidijo in preberejo tudi kaj o njih na spletnem naslovu www.zoranfurman.com. Kaj ne? Pa tudi predavanja organizirate, tako da lahko tam ljudje pobrskajo in vidijo in izvejo tudi še kaj več. Kaj več o meni in hkrati tudi, kje se lahko srečamo. Najlepša hvala, Zoran, za obisk v studiu in pogovor. Tudi vam.